Moravški svetniki so na 13. seji 19. marca prižgali zeleno luč k dopolnjenemu naložbenemu programu za gradnjo prizidka k domžalskemu zdravstvenemu domu. Prav zaradi te naložbe so potrdili tudi prvi letošnji rebalans proračuna. Po skrajšanem postopku so med drugim potrdili še spremembe pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva v občini. Celotna vrednost naložbe prizidka je skoraj 26 milijonov evrov. Moravški svetniki so soglasje k izgradnji sicer dali že pred 4 leti, zaradi večjih razlik v ceni pa program po občinah obravnavajo vnovič. Delež moravške občine v letošnjem in prihodnjih 3 letih za to naložbo je skoraj 2 milijona evrov. Gre za naložbo, ki je za zdravstvo v regiji nujna, so si pa podrobnosti o njej moravški svetniki na seji dali razložiti podrobneje. Mogoče je pomembno povedati to, da je bil prejšnji teden tudi sklep sveta zavoda, ki je na podlagi revizijskega poročila ugotovil, da ima zdravstveni dom prihranke in to v višini 5 milijonov evrov, ki jih je možno porabiti za investicije. Tudi tega v tem dokumentu še ni, ker pač ta dokument kroži zdaj po občinskih svetih in se kot tak, potrjuje okrog. Ta sredstva, ki jih je pa, zdaj tudi svet zavoda potrdil, bodo pa seveda pravilno mogla biti dodeljena občinam na način, da se, če bomo šli v ta prizidek gradnje, da se z zdravstvenim domom podpiše dogovor o sofinanciranju in se vsak račun po realizaciji te gradnje tudi izplačuje potem iz teh prihrankov, ki jih je zdravstveni dom ustvarjal pretekle leta. Jaz bi morda res želela poudariti kot zdravnica in kot direktorica zdravstvenega doma, absolutno sem prepričana, da smo mi tukaj zato, da poskrbimo za naše paciente, torej za naše občane. In vsi ste že seznanjeni, v kakšni situaciji smo in da pravzaprav brez gradnje nekih dodatnih prostorov bo pravzaprav ta zdravstvo v naši regiji nekako v neki krizi, ki si jo mislim, da nihče ne želi. Ker storitve, ki jih zdaj lahko nudimo in smo jih sposobni pridobiti in nuditi našim občanom, pač potrebujejo nek prostor, kjer se lahko izvajajo. Zato menim, da je res danes pred vami neka zelo pomembna odločitev za celotno zdravstvo v regiji. Moravški svetniki so na sredini seji tudi potrdili letošnje dobitnike najvišjih občinskih nagrad. Nova moravška častna občanka je Ljudmila Novak. Dobitniki plaket so Nina Dorič-Majdič, Franc Katoman in Stanislav Ravnikar. Dobitnik priznanja pa je Milan Kovačič. Lavreatom bodo nagrade izročili na petkovi osrednji slovesnosti ob moravškem občinskem prazniku v Kulturnem domu Moravče.